Sveti oče se je dopoldne sestal s člani Mednarodne anglikansko-katoliške komisije. Ti so se ta teden zbrali na zasedanju v Rimu, na katerem razpravljajo o stališčih in odločitvah glede moralnih in etičnih vprašanj. Papež Frančišek je v nagovoru spomnil na začetke anglikansko-katoliške komisije. Dialog, ki ga goji in razvija, je sad srečanja med papežem Pavlom VI in anglikanskim nadškofom Ramzejem leta 1966. Takrat sta namreč oba molila, da bi se uresničil resen dialog, utemeljen na evangeliju in starodavnem skupnem izročilu in bi vodil v edinost v resnici, za katero je molil Kristus. Ta cilj po papeževih besedah še ni uresničen. A prepričani smo, je dodal, da nas Sveti Duh še naprej spodbuja v to smer, kljub težavam in novim izzivom. Komisija je jasen pokazatelj, da lahko izročilo vere in skupna zgodovina anglikancev in katoličanov navdihujeta in podpirata skupno prizadevanje za premagovanje ovir, ki preprečujejo polno občestvo, pri čemer je papež izrazil zaupanje, da bodo skupaj lahko naredili še veliko korakov. 20-članski delegaciji je čestital, da bo kmalu izdala 5 skupnih izjav, ki so rezultat druge faze anglikansko-katoliškega dialoga. To pomembno delo nas spominja, kot je poudaril Frančišek, da ekumenski odnosi in dialog niso sekundarni elementi cerkvenega življenja. Edinost ni dodatna obveznost in razhajanj, ki nas delijo, ni treba sprejeti kot neizogibnih. Nekateri bi sicer želeli, da bi po 50 letih prišlo do večjih rezultatov glede edinosti.